Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 19. junij 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Spornost novega zakona o psihoterapiji. Stroka opozarja na ogrožanje pacientov. In kaj razkriva primer Gostečnik. Magna v Hočah pred novim zagonom. Ključni bodo pogovori z ministrstvom in kitajskim partnerjem. Poletna muzejska noč znova vabi. Mariborski muzej in galerije brezplačno odprti vse do polnoči, veliko bo dogajanja. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vcer.com. V prihodnem tednu bo parlamentarni odbor za zdravstvo razpravljal o predlogu zakona o psihoterapiji, ki ga je vložila vlada. Zakon sproža ostre odzive, saj mu nasprotujejo vsi ključni predstavniki psihiatrije in klinične psihologije, vključno z uradnimi institucijami in strokovnimi kolegiji. Ti opozarjajo, da bi zakon omogočil opravljanje psihoterapije v zdravstvu tudi diplomantom teološke fakultete in zasebnih psihoterapevtskih šol, ki nimajo ustrezne klinične prakse. Skrb vzbujajoče je, da bi po novem lahko tudi otroci z resnimi težavami namesto kliničnega psihologa obiskali psihoterapevta brez medicinske specializacije, ki pa zanje ne bi bil odgovoren v primeru poslabšanja stanja. Kritike letijo tudi na neustrezno podeljevanje nazivov in zavajajoče predstavljene kvalifikacije nekaterih izvajalcev. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za resen poseg v varnost pacientov in razvrednotenje obstoječih znanstveno podprtih metod zdravljenja. V ozadju zakona pa nekateri vidijo tudi prizadevanja teološke fakultete za ohranitev študijskih programov in zaposlitvene možnosti svojih diplomantov. Kolegica Jana Juvan danes v Večeru piše tudi o konkretnem primeru, ko zbornica kliničnih psihologov obtožuje dr. Kristjana Gostečnika, da že več let neopravičeno uporablja naziv specialist klinične psihologije. Po pravilih bi ta naziv lahko pridobil le prek uradne specializacije, ki jo nadzoruje Ministrstvo za zdravje, vendar Gostečnik te specializacije ni opravil. Sklicuje se na sklep Senata Univerze v Ljubljani iz leta 1997, ki naj bi priznal njegovo ameriško izobrazbo, a univerza za takšno podeljevanje nazivov nima pristojnosti. V studiu zdaj z menoj kolegica Jana Juvan. Zdravo, Jana. Zdravo, Mitja. Pišeš torej o tem, da zbornica kliničnih psihologov obtožuje Kristjana Gostečnika, enega od ustanoviteljev študija družinske terapije na Ljubljanski teološki fakulteti, da že leta neopravičeno uporablja naziv specialist klinične psihologije. V čem je pravzaprav problem? Ja, problem je v tem, da je klinična psihologija pri nas lahko podeli specializacijo samo Ministrstvo za zdravje, potem ko nekdo, ki je študiral psihologijo, opravi 4-letno kroženje po ustanovah v zdravstvu, kjer se tega preuči. Njemu Ministrstvo za zdravje tega ni podelilo, je pa študiral klinično psihologijo v ZDA, kjer imajo očitno drugačna merila in drugačen sistem. In ko je prišel v Slovenijo, je želel nostrificirati svojo diplomo tako, da bi postal specialist klinične psihologije, česar mu na univerzi profesorji, ki se pač ukvarjajo, ki so klinični psihologi, niso želeli nostrificirati, tako mi je dejal eden od njih, ki se tudi čudi, kako to, da se je sploh znašel na tem nekem dokumentu, ki ga nikoli ni podpisal. Se pravi, gre za spor o tem, da ta gospod Gostečnik uporablja naziv, ki ga v Sloveniji ni pridobil. Večkrat so ga že opozorili na to, on pa ga še vedno uporablja. Gre pa za človeka, ki je v bistvu utemeljitelj študija na teološki fakulteti partnerske in družinske terapije, ki izobražuje osebe, ki študirajo na teološki fakulteti, eno izmed smeri psihoterapije. Psihoterapija je pri nas neregulirano področje, nimamo zakona, zdaj prihaja v parlament in zato prihaja pač do spora med tistimi, ki jo izvajajo, psihoterapevti, in pa med kliničnimi psihologi in psihiatri in psihologi, tudi pediatri so jim stopili v bran, ki pravijo, da pač ni dovolj dobro nastavljen zakon, da bi varoval paciente pred tem, da kadar pride do resne duševne težave,
da tega psihoterapevti ne bi mogli prepoznati. Ta razlog že navajaš, ampak to je edini razlog, zakaj so psihoterapevti in klinični psihologi na različnih bregovih. Psihoterapevti se izobražujejo na privatnih fakultetah oziroma ustanovah ali pa na teološki fakulteti, psihologi, psihiatri pa na psihologiji in pa potem v zdravstvu upravljajo te specializacije. In zdaj poskuša zakon te prve psihoterapevte v bistvu pripeljati v zdravstvo, da bi ti na napotnica lahko dobil napotnico za psihoterapijo. Pričemer klinični psihologi opozarjajo in pa psihiatri, da ni nujno, da je vsaka oseba z duševnimi težavami, da je psihoterapija sploh prava metoda za njo, ker je to pač ena od metod, ki jo uporabljajo. Tudi nabor teh psihoterapij, ki so v Sloveniji preko Ministrstva za zdravje priznane, je ožji kot nabor tistih, ki jih uporabljajo psihoterapevti v svojih privatnih praksah in tako naprej. Gre za zelo zapleteno področje, nenazadnje tudi podobna poimenovanja, zato v javnosti se dostikrat tudi mešajo psihoterapeut, psiholog, psihiater. Zelo nejasno je in zdi se tudi, da mogoče tudi v politiki ti pojmi niso dobro razčiščeni, kajti je zelo presenetljivo, da zakonu nasprotujejo praktično vsa strokovna združenja, ki izobražujejo psihologe in psihiatre, se pravi, in tudi razširjeni strokovni kolegi, to so telesa na Ministrstvu za zdravje, ki sicer na določenem področju svetujejo ministru, kaj naj naredi. Vsi, se pravi, nasprotujejo temu predlogu zakona, ampak v politiki pa zakon gre dalje. In zdaj bo naslednji teden spet obravnavan na odboru za zdravstvo. Psihične težave so v porastu, nekako logično bi se zdelo, da je nek nov zakon dobrodošel. Kaj je torej ključni problem tega zakona? Opozarjaš seveda, da stroka oziroma vse organizacije opozarjajo na njegovo neustreznost. Kaj je ključni problem? Ja, en tak zakon v Sloveniji bi bil nujen in na to v resnici tudi psihologi, psihoterapeuti in psihiatri opozarjajo že leta in leta, ker zdaj lahko psihoterapijo opravlja kdorkoli. Mi dva si lahko zdaj ustanovijo podjetje, napiševa, da sva psihoterapeuta in če bo nekdo prišel k nama na terapijo, lahko to delava brez kakršnekoli sankcije. In zakon je nujen, da se ta teksas uredi, ker posledice so lahko seveda zelo hude, ne? Če nekdo pač ima resne duševne težave, resno bolezen, osebnostno motnjo in tako naprej. Kar se zdi zelo problematično v tem predlogu je, da ena izmed točk je, da psihoterapeuti ne bi nosili odgovornosti, če bi se pacientu poslabšalo stanje tekom terapije. To je podobno, kot če zdravnik ne bi nosil odgovornost, da njegovo zdravljenje, da bi ti škodovalo. No. To se mi zdi zelo problematično, kar pravijo klinični psihologi. V glavnem, naštevali so zelo veliko problematičnih točk, in je zelo kompleksna tema, zato upam, da bojo na odboru za zdravje pa potem v parlamentu res to podrobno preučili, preden pač sprejmejo tak zakon, ki bi lahko pač potencialno prinesel težave, ne? Da bi mi namesto, da gremo k kliničnemu psihologu ali pa psihiatru, da bi šli samo k psihoterapeutu, ki pa ne bi mogel prepoznati naših globih potencialnih težav, če bi jih imeli. Hvala za vsa pojasnila, Jana. Napovedi o oživitvi proizvodnje v hoški tovarni Magne dobivajo konkretnejše obrise. Prvi lobist Magna Europe, Dieter Althaus, je v začetku junija zaprosil za lobistični stik z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem. Tema sestanka naj bi bila razvoj proizvodnje v občini Hoče - Slivnica in s tem povezana carinska vprašanja. Kot so potrdili na finančnem ministrstvu, je bila prošnja za sestanek prijavljena skladno z zakonodajo, do pogovora pa za zdaj še ni prišlo. Magna se na vprašanje o prihodnjih načrtih še ni uradno odzvala, vendar podatki s terena kažejo, da podjetje in njegovi partnerji aktivno preverjajo možnosti za ponovni zagon dejavnosti v Sloveniji. Poleg obstoječe lakirnice, ki je od leta 2023 konzervirana, bi utegnili postaviti tudi proizvodne linije za sestavljanje avtomobilov. Neuradno se govori o kitajskem proizvajalcu električnih vozil NIO, s katerim Magna že sodeluje od leta 2017.
Odločitev o zagonu naj bi bila sprejeta do septembra, partnerstvo pa sklenjeno do konca letošnjega leta. Gre za pomemben industrijski projekt, saj bi širitev proizvodnje v Hočah lahko vključevala kapacitete do 100.000 vozil letno. Vrednost naložbe ni uradno znana, po neuradnih informacijah bi lahko presegla 200 milijonov evrov. Tovarna v Hočah sicer še ni prodana. Trenutno tam dela okoli 70 ljudi, predvsem za vzdrževanje lakirnice in podporne službe. Kitajska podjetja, kot so GAC Motor, XPeng in NIO, se v zadnjem času vse bolj zanimajo za proizvodnjo v Evropi, tudi zaradi vse strožjih carinskih politik EU. Medtem ko Magna v Gradcu že pripravlja proizvodnjo vozil znamk GAC Motor in XPeng, bi bila oživitev hoške tovarne logična poteza z vidika ekonomije obsega in logistike. Ob tem se omenjajo tudi načrti za sestavljanje vozil po tehnologiji CKD, Completely Knocked Down, ki omogoča postopno širitev proizvodnje glede na odzive trga. Minister za gospodarstvo Matjaž Han je potrdil, da so potekali pogovori s predstavniki NIO, a poudaril, da dogovori potekajo neposredno med Magno in kitajskim partnerjem. Vlada si sicer želi, da bi v Sloveniji svojo proizvodnjo vzpostavil kateri od avtomobilskih proizvajalcev, zato takšne pobude podpira. Z novo dinamiko okoli tovarne v Hočah se odpira možnost, da bi Slovenija vendarle dobila večjo avtomobilsko proizvodnjo, ki bi lahko pomembno prispevala k razvoju industrije in lokalnega gospodarstva. To soboto 21. junija bodo muzeji, galerije in kulturne ustanove odprti ob zanje neobičajnih urah. Zgodila se bo namreč že 23. poletna muzejska noč. Ta nastaja pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije. Vsako leto se 3. soboto v juniju odpiralni čas kulturnih ustanov podaljša v noč. Letos se bo to zgodilo v več kot 80 kulturnih ustanovah v 62 krajih na okoli 130 prizoriščih. Pri poletni muzejski noči bodo ponovno že tradicionalno sodelovali tudi mariborski kulturni zavodi. Nekateri bodo svoja vrata odprli že ob 17. uri, večina pa med 18. uro in polnočjo. Vstop v muzeje in galerije bo v soboto brezplačen, obenem pa v ustanovah pripravlja tudi raznolik program. Prisluhniti bo mogoče koncertom, se udeležiti vodstvo po razstavah ali se preizkusiti v različnih delavnicah. V Pokrajinskem muzeju Maribor se bodo denimo otroci preizkusili v izdelavi raglje, v Trafiki, muzeju za enega, bo delavnica znakovnega jezika, ki mu bo sledilo odprtje razstave Svet v tišini, v Lutkovnem muzeju pripravljajo ustvarjalno delavnico izdelave lutke na palici, v Vojaškem muzeju Slovenske vojske pa bodo med drugim uprizoritelji iz zgodovinskih društev in klubov predstavljali uniforme, opremo in oborožitev različnih vojska iz leta 1945 na Slovenskem. Med katerimi dogodki 11 mariborskih kulturnih ustanov še lahko izbirate na sobotno kulturno obarvano noč, preverite v članku, kjer smo na enem mestu zbrali vso dogajanje. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 19. junija 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskan in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.